Otvarjam 16. redno sejo, ki je predzadnja v letošnjem letu in ugotavljam, da smo sklepčni. Saj je prisotnih v tem trenutku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 svetnikov, kar je več, kot smo planirali. Opravičili so se Danijel Tušek, Aleksander Divjak, ki se je opravičil zaradi smrtnega slučaja, Branko Novak in Jasmina Trnekaner, ki sta se opravičila v bistvu 2 uri pred samo sejo in prav zaradi tega je seja v tem trenutku bila prenešena na Zoom, kajti brez Jasmine in pa Branka bi pomenilo, da današnja seja odpade. Glede na to, da sprejemamo, da imamo danes prvo branje proračuna, se mi pa zdi, da je odgovornost svetnikov za tako pomembno sejo, kot je današnja, taka, da v bistvu ne vem, če je kakšen tehnični razlog za to, da te pač na seji ni. In prav zaradi tega, da se ne predstavljamo, ker se je občinska uprava trudila, da spravimo gradivo in pa projekte skupaj v tem kratkem času, ampak ne samo, da jih nekaj spockamo skupaj, ampak smo jih dejansko naštudirali, se mi je zdelo popolnoma neprimerno, da bi današnja seja odpadla. Zato vam na tem mestu, preden začnemo, iskreno čestitam in se vam zahvaljujem. In spet smo dokazali, da smo nenormalno fleksibilni, da nam je mar predvsem in da se želimo delati, ker zavlačevanje proračuna pomeni, da pač vsaki dan je pomemben, čisto vsaki dan, ki ga imamo, lahko naredimo nekaj dobrega za naše občanke in občane. In enostavno to, da se znamo hitro prilagajati raznim situacijam, si štejem čast in velika zahvala vsem vam. Z gradivom za današnjo sejo, ki sejo ste prejeli dnevni red in se z njim seznanili, se strinjate s predlaganim dnevnim redom, glasovali bomo z dvigom rok, tako smo to delali že predhodno. Ok, soglasno sprejeto, hvala. Dnevni red je potrjen. Prejeli ste tudi zapisnik 15. redne seje, ima kdo kakšno vprašanje, kakšno pripombo na zapisnik 15. redne seje? Če ne, dajem zapisnik na glasovanje, prosim, da ga potrdite z dvigom rok. Ok, soglasno sprejeto, hvala. Kot ste se najverjetneje že seznanili z izvabila, bomo danes obravnavali, kot sem že prej omenil, dvoletni proračun občine Sveta Trojica. Predlagam, da za predstavitev in obravnavo vsebin predlaganih proračunov za leto 2021 in pa 2022 združimo točki 4 in 5 dnevnega reda. Po razpravi pa glasujemo posebej za proračun leta 2021 in pa zatem za leto 2022. Se strinjate s tem predlogom? Ok, se strinjate, super, hvala. Preden začnemo z obravnavo proračunov prihodnjih 2 let, bi rad izpostavil, da smo vam poslali popravljene priloge k proračunu, in sicer načrt ravnanja s stvarnim premoženjem in kadrovski načrt, ki sta spremenjeni različici že prejetega gradiva zaradi tehničnih popravkov. Tako da sta povsem skladna s predlaganimi proračuni. Prav tako smo vam dodali še tabelarni pregled načrtov za izvajanje predvidenih modernizacij in adaptacij lokalnih cest, tako da v bistvu smo samo ga bolj točno opredelili, kaj se bo dogajalo, kar je za vas, kot svetnike, izjemno pomembno. Urejanje javne razsvetljave, oskrbe s pitno vodo v naslednjih 2 proračunskih obdobjih. Torej, če preidemo kar na 4. in 5. točko dnevnega reda, to je odlok o proračunu občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah za leto 2021 in 2022, prva obravnava. Zdaj bom jaz samo vklopil še zraven screen. Kako se vidimo, ne? Naprej. V glavnem, s proračuni za leto 2021 in 2022 povečujemo prihodke zaradi povečanja, sekunde, da bom zdaj sklopil,
to vas bomo pol preklopili na tiste, ko bo predal besedo. Evo. S proračunom za leto 2021 in 2022 povečujemo prihodke zaradi povečanja povprečnine, kar veste, da se je zgodilo v tem letu, prihodkov od premoženja z najemninami poslovnih prostorov, prihodki od prodaje blaga in storitev, v kar spadajo parkomat, delikomat na parkirišču in tako dalje, in pa večjih kapitalskih prihodkov, načrtovane namreč prodaja stanovanj in zemljišč, ter povečuje se transferni prihodki zaradi projektov, to so kolesarke in pa tranzitni vodovod, ki ga imamo prijavljen v razpis, prav takšen en kup drugih projektov. Prav tako se zaradi načrtovanih projektov povečujejo odhodki. Tekoči odhodki v letu 2021 so nekje enaki, kot so bili v letu 2020, v letu 2022 pa se povečujejo za 3,5% zaradi načrtovanih dodatnih zaposlitev v občini, kar nam je že nujno zaradi potreb po urejanju in varovanju okolja, ki se večajo tudi z nastajanjem novih naselij, urejanje parkirišč in področja okolja jezera ter začrtanih projektov. Tu gre predvsem za dodatne zaposlitve v okviru režijskega obrata. Zaradi intenzivnih investicijskih namer se povečujejo odhodki tako za leto 2022 za približno 25%. Ampak to vse kaže, da bomo morali naslednji 2 leti biti zelo delovni in tudi podjetni zaradi realizacije načrtovanih prihodkov in pa seveda obvladovanja odhodkov. Oba proračuna za leto 2021 in 2022 gre v bistvu za celotni naš mandat in prav zaradi tega mi je bila velika želja, da se vsi projekti, ki jih imamo v tem mandatu, to je konec koncev naš mandat, ne samo župana, ampak tudi občinskega sveta, da si znate predstavljati, kaj je v teh 2 letih za pričakovati, kaj lahko obljubimo. Sekunda, ker me zdaj predstavljam. Predvsem, da vemo, kaj lahko, kje obljubimo in kako bomo se tega pač lotevali v prihodnje. Je proračun izjemno ambiciozno naravnan, ampak menim, da je realen. Zdaj, kdorkoli dvomi v to, jaz mislim, da se zavedamo vsi skupaj, kako je to izgledalo lansko leto. Prav tako so bili pomisleki, ali smo mogoče ali smo preveč ambiciozni z našimi projekti. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je vsaka stvar pomembno, da si jo zadamo čim bolj na široko, da imamo visoko postavljene cilje, ker samo visoko postavljene cilje nas bodo gnali k temu, da bomo jih probali dosegati. Če je že sama osnova, pa cilji, pa strategija do tega, do česar bi radi prišli, ni najbolj ambiciozna, pač bomo zelo malo verjetno naredili. Bi pa rad povedal eno stvar, ta proračuna za leto 2021 in 2022 sta toliko upoštevata vse želje občank in občanov in sta tako močno investicijsko naravnana, da je predvsem veliki pritisk prav na nas, na občinsko upravo, ker bomo mogli biti izjemno podjetni. Ampak jaz še vedno, tako kot sem že omenil prej, verjamem, da bomo to uredili in da bomo realizirali pač vse te projekte, ki smo si jih tudi zadali. Da pa gremo kar konkretno, proračun za leto 2021 in 2022 nam bosta predstavili direktorica občinske uprave, gospa Darja Slivnjak, in pa gospa Metka Muhič, ki zaradi porodniške odsotnosti Damjane Kozole v tem letu skrbi za finančno izvajanje proračuna. V tem trenutku bi se tudi predvsem direktorici, ki je koordinirala celotno proračun, in pa Metki Muhič, ki je prvič imela veliko nalogo in odgovornost in predvsem se zahvalil, ker vem, da je težko, ampak dokazali smo, da skupaj zmoremo uravnovesiti naš proračun s tem, da smo res intenzivno delali na njem vsi skupaj in pa iskrena hvala Metki, ki je za to preživela tu kar nekaj časa pa živcev. Tako predajam besedo poročevalkama. Najprej prav Metka, izvoli. Hvala, župan.
Lep pozdrav tudi z moje strani. Danes dajemo v pregled predlog proračuna za leti 2021 in 2022, s katerim izkazujemo vse prejemke in izdatke za financiranje javne porabe v okviru proračunskega leta. Na ravni lokalne skupnosti sprejemate proračun občinski svet. Način priprave oziroma postopek za sprejem proračuna. Navodila za pripravo občinskega proračuna so bila posredovana dne 15.6.2020. Predlog proračuna za leta 2021 in 2022, primeren za prvo obravnavo, je bil posredovan z dnem 25.11.2020. Na današnji 16. redni seji obravnavamo prvo branje proračuna za leti 2021 in 2022. Nato sledi 15-dnevna javna razprava z možnostjo vlaganja pripomb in predlogov ter amandmajev do 17.12.2020. Predlog proračuna 2021 in 2022 z vsemi spremembami, primeren za drugo obravnavo, posredovan bo z dnem 22.12.2020. Obravnava proračuna 2021 in 2022, druga obravnava pa bo na 17. redni seji občinskega sveta z dnem 29.12.2020. Uporabniki proračuna. Imamo neposredne uporabnike, to je občinska volilna komisija, občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, komunalna dejavnost ter režijski obrat. Posredni uporabniki so pravne osebe, ki so organizirane v pravno-organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, kateri ustanovitelj in lastnik občina. Sem spada, ki izvajajo tudi javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in katerih sredstva za financiranje se pridobiva iz državnega ali občinskega proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov. V našem primeru sem spadajo knjižnica Lenart, Zdravstveni dom Lenart, Razvojna agencija Slovenske Gorice, Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica ter javni zavod Sveta Trojica. Struktura proračuna. Imamo odlok o proračunu, splošni in posebni del, načrt razvojnih programov, obrazložitev splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov ter letni program prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja. Bilanca prihodkov in odhodkov. Med prihodke sem spadajo davčni prihodki, to so davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, domači davki na blago in storitev. V letu 2021 predvidevamo 1.706.210.000, v proračunu 2020 pa 1.661.273.000. Nedavčni prihodki. To so udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki. V letu 2021 predvidevamo 388.303,60.000 nedavčnih prihodkov, v letu 2022 pa 392.303,60.000. Kapitalski prihodki. Sem spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev ter prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. V letu 2021 predvidevamo 782.000 kapitalskih prihodkov, v letu 2022 pa 212.000. Prejete donacije. V obeh letih, v letih 2021 in 2022 predvidevamo 5.000 prejetih donacij. Transferni prihodki. Sem spadajo transferni prihodki od drugih javnofinančnih institucij ter prejeta sredstva iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna EU.
V letu 2021 tako predvidevamo 203.847,54 transfernih prihodkov, v letu 2022 pa 1.019.292,92. Delež odstotkov posameznih prihodkov je prikazano tudi v spodnjem grafu. Še enega nazaj bi prosila, en sled. Tu so pa potem odhodki. Tekoči odhodki v letu 2021 predvidevamo 19.114.724,21 tisoč, v letu 2022 946.151,24 tisoč tekočih odhodkov, tekoči transferji v letu 2021 765.147,68, v letu 2022 pa 784.647,68. Potem so investicijski odhodki. V letu 2021 predvidevamo 1.130.929,05 investicijskih odhodkov, v letu 2022 pa 1.626.706,13 investicijskih odhodkov. Investicijski transferji v letu 2021 predvidevamo 134.894,75 tisoč, v letu 2022 pa 45.679,16 tisoč investicijskih transferjev. Tu potem prav tako imamo spodaj graf, ki prikazuje v odstotkih. Odhodki po proračunskih uporabnikih. Občinska volilna komisija v letu 2021 je nič, v letu 2022 je 16.500, občinski svet v letu 2021 je 41.350, v letu 2022 je 41.350, nadzorni odbor, to je pa potem prav tako je isto, v letu 2021 in 2022 2780, župan v letu 2021 je 98.810, v letu 2022 je 98.010 evra. Občinska uprava v letu 2021 imamo 1.506.616 tisoč, v letu 2022 1.365,36 tisoč, potem pa imamo občinska uprava komunalna dejavnost, v letu 2021 1.248,21 tisoč, v letu 2022 pa 1.768,686 tisoč. Potem še imamo režijski obrat, v letu 2021 imamo 50.118, v letu 2022 pa 110.824. Zadolževanje in odplačilo kredita. Tu imamo prikazano stanje dolga na dan 30.9. Unikredit banka imamo 140.740.877 tisoč, Intesa San Paolo Bank 96.557,30, BKS Bank 410.900 tisoč evrov, Intesa San Paolo 330 tisoč, ter pogodba o finančnem lizingu imam 15.484,83. Potem še imamo tu Ministrstvo za gospodarski razvoj, imamo 4 pogodbe različne, ki je potem seštevek teh pogodb 211.393,56 tisoč evra. Zdaj pa bi predala besedo direktorici. Hvala. Hvala, Metka, hvala tudi za besedo.
Dovolite, da na kratko, s tem, ko ste se seznanili z finančnimi pokazatelji proračuna 2021 in 2022, da vas na kratko seznanimo še s projekti, ki bodo zaznamovali posamezno proračunsko leto in pa z značilnostmi posameznega proračunskega leta. Torej, kot vidite na zaslonu, projekti, ki bodo zaznamovali leto 2021, so v prvi meri ureditev ceste in pločnika na lokalni cesti 203-111, kot je v odloku poimenovana, vključno z javno razsvetljavo. To je tale cesta iz avtoceste, ki po južni strani pomeni dostop do Svete Trojice. Za ta projekt smo v letu 2021 namenili 300 703 evre, sofinancirano s strani Ministrstva za gospodarstvo pa bomo prejeli 119 261 evrov. Na drugi strani je še zelo velik projekt v naslednjem letu, zaključevanje komunalnega opremljanja naselja Trojica Jug, ki nas bo stal 210 000 evrov. To v glavnem pomeni asfaltiranje vseh teh cest, ki smo jih v zadnjih 2 letih urejali v tem novem naselju. Prav je, da omenimo še ostale projekte, ki so sicer manjši v vsebini in pa finančnem vložku pa prav tako obsežni. To so rekonstrukcija in adaptacija občinske ceste Špilak, smo jo poimenovali v oseku, v katero načrtujemo vložiti 30 000 evrov in se že 2 leti dogovarjamo, da rešimo ta problem. Če bomo uspeli na razpisu, bomo probali tudi v letošnjem ali pa v naslednjem letu sanirati plaz na tej cesti. Pripravlja se projektna dokumentacija za kolesarske povezave, za katero smo namenili 89 695 v letu 2021, sofinanciranih pa bomo dobili 76 180. Prav tako je v načrtu realizacija projekta tranzitni cevovod na potezi Košaki-Počehova. S tem projektom se vključuje, mislim, da 10 občin se tudi že 2 leti ukvarjamo in je v načrtu, da bi se v naslednjem letu realiziral. Tukaj bomo dobili 89 216. Jaz se opravičujem, zgornji znesek, ki sem ga pri sofinanciranju kolesark povedala, spada k temu projektu. Pri kolesarkah za plačilo dokumentacije v letu 2021 bomo dobili tudi sofinancirano, ampak samo 660 evrov. Potem smo načrtovali v naslednjem letu še obnovo kulturnega doma, kar je bila tudi pobuda strani projekta Moja pobuda v višini 50 000 evrov in za ta projekt načrtujemo prijaviti projekt na razpisu LAS in pridobiti 31 000 evrov. Nakup dokumentacije za novi vrtec smo že umestili v aktivnosti v letu 2021, zato namenjamo 10 000 evrov in pa seveda nadaljevali bomo z izvajanjem pobude v višini 30 000 evrov. Torej, značilnosti naslednjega proračunskega leta so definitivno načrtovani dodatni 2 zaposlitvi v občinski upravi, od tega 1 v režijskem obratu. Na drugi strani zmanjšujemo v proračunu stroške za pogodbeno delo in študentsko delo v višini 14 000 evrov, tako da ne povečujemo stroškov dela samo na eni strani, jih na drugi tudi zmanjšujemo. Načrtujemo zaradi tega, ker je v načrtu reorganizacija režijskega obrata tudi nabavo komunalne mehanizacije, zato ker danes z njo še ne razpolagamo in moramo vse storitve v glavnem naročati od zunaj. Zato smo namenili v letošnjem proračunu 15 000 evrov, nakup je sicer ocenjen okoli 20 000 evrov, 7 000 evrov še za neko orodje, ker pa se bomo tega nakupa lotili z finančnim najemom. Je znotraj teh 15 000 evrov v letu 2021 namenjenih v višini 8 000 evrov za finančni nakup, torej najem te mehanizacije. Zaradi projekta kolesark se moramo lotiti pridobivanja zemljišč za potrebe kolesarskih poti, zato načrtujemo v naslednjem letu porabiti 20 000 evrov. Letos je izpadla zaradi COVID situacije, v naslednjem letu pa jo ponovno načrtujemo akcija urejanja in čiščenja okolja, za kar bomo dali 5 000 evrov.
in pa ponovno bomo poskušali pridobiti program javnih del, za kar načrtujemo slabih 13 tisoč evrov, od tega pa bomo 7 tisoč evrov pa dobili sofinanciranih. Poleg tega bomo v letu 2021 zagotavljali sredstva, kot vedno, za socialno varnost v višini 152 tisoč evrov, za izobraževanje, torej za vrtec in osnovno šolo v višini 459 tisoč evrov, 635, ta znesek povečujemo zaradi tega, ker se nam povečujejo stroški cene oziroma zagotavljanja plač v vrtcu, plačevanja razlike do polne cene za vrtce v drugih občinah in še nekaj teh stroškov vezanih na vrtec, kot so vzdrževanje objekta, izgradnja vrtca je tukaj vključena, povečujejo se stroški za gibalno ovirane otroke, za prilagojene programe in pa nekoliko se je povečalo za 8 tisoč evrov energetsko pogodbeništvo. Za kulturo, šport in kmetijstvo bomo v letu 2021 namenili 135 tisoč 807,4 evre, za spodbujanje razvoja turizma in delovanja javnega zavoda za turizem 99 tisoč 500 evrov, od tega za javni zavod 75 tisoč, kar je 25 tisoč več kot v letu 2020, za razpise je namenjenih 8 tisoč, za projekt Virtualna resničnost 10 tisoč in pa še za prireditve in dogodke 4250. Nadaljevali bomo seveda s sofinanciranjem gasilcev z zneskom 42 554,57 evrov. Tukaj je nekoliko nižji znesek, kot je bil v letu 2020, kjer je bil malo več kot 45, zaradi tega, ker smo znižali na račun pogajanj našega župana z gasilsko zvezo Lenart stroške za 4 tisoč evrov. Kateri pa so projekti, ki bodo zaznamovali leto 2022? V največji meri, kar se tiče in dela in pa finančnih obveznosti, bo to projekt kolesarskih povezav na območju Slovenskih goric, kjer bo šlo v izvedbo del, financiranje v višini 1 052 576 evrov, sofinanciranih od tega bomo dobili strani države in Evrope 860 tisoč in nekaj evrov. Delali bomo precej v letu 2022 pa na modernizaciji in rekonstrukciji lokalnih cest. Tako bomo za ceste, kot jih mi poimenujemo Škrget, Anžel Majerič in pa Lopatka, namenili 78 tisoč evrov, za nekategorizirane ceste, torej da jih moderniziramo in rekonstruiramo, to je cesta Štok-Robič 35 tisoč evrov, za modernizacijo več krajših odsekov pa 20 tisoč evrov. Prav tako bomo v letu 2022 pristopili k rekonstrukciji, dolgo pričakovani rekonstrukciji Mrliške Vežice in v letu 2022 namenili 50 tisoč evrov, v NRP-jih pa ste lahko opazili še naslednjih 40 tisoč evrov. Nadaljevali bomo z pridobivanjem projektne dokumentacije za komunalno opremljanje, ki je potrebno za gradnjo vrtca, zato bomo namenili v letu 2022 25 tisoč evrov in v projekte smo tudi vključili začetek gradnje gasilskega doma Sveta Trojica v višini 50 tisoč evrov, v NRP-ju ste lahko opazili, da v letu 2023 pa načrtujemo 200 tisoč evrov. In seveda bo ravno tako v proračunu za leto 2022 vključen projekt Moja pobuda v višini 30 tisoč evrov. Tako bodo značilnosti, kar se tiče dela, bi temu rekli za leto 2022 dodatna zaposlitev še ena v režijskem obratu, pridobivanje izvajalcev za projektne dokumentacije in izgradnje načrtovanih rekonstrukcij objektov in cest, ki sem jih prej omenjala. Nadaljujemo s pridobivanjem zemljišč za potrebe kolesarskih poti z 20 tisoč evri načrtovanimi in tu bomo nadaljevali še v letu 2023. Nadaljevali bomo z akcijo urejanja in čiščenja okolja, za kar bomo namenjali 5 tisoč evrov in pa poskušali bomo ponovno se vključiti v program javnih del v višini kot v letu 2021, cirka 13 tisoč evrov.
Torej, tudi v letu 2022 bomo zagotavljali pa sredstva za socialno varstvo v višini 150 tisoč evrov, za izobraževanje 475 tisoč evrov, za kulturo, šport in kmetijstvo bomo namenili 85 tisoč 187,04 evre, v spodbujanje razvoja turizma in delovanja javnega zavoda 109 tisoč 550 evrov, sofinanciranje gasilcev pa v višini 42 tisoč 554,57, torej v enakem znesku kot v letu 2021. In to bi bilo na kratko izpostavljene vsebine, za katere bomo potrošili načrtovana sredstva, ki smo jih prikazali v odhodkih proračuna 2021 in 2022, za več vsebin pa smo na razpolago za vaše vprašanje. Hvala. Najlepša hvala direktorici in pa Metki. Torej, preden odprem razpravo, da povzamem predvsem leto 2021, ki je pred vrati. Kot je več kot očitno, smo se sfokusirali s projekti v ureditev Trojice Jug, konkretno ne samo naselje Trojice Jug, ampak v bistvu vse od vključno z ureditvijo teh pločnikov, naš ta znameniti Trojiški breg, javna razsvetljava, ki je z ureditvijo in vzpostavitvijo naselja Trojice Jug nujno potrebna, tudi zaradi vseh, ki se bodo preselili, se pravi koncentracija priseljenih oziroma novih občanov bo večja. Želim si, da gledamo to kot na eno celoto. Jaz vedno govorim, da se želim projekte zaključevati celovito. Glede na to, da ste opazili, da smo v letu 2020 pristopili k izgradnji še ostalih odsekov v naselju Trojica Jug, smo prav zaradi tega pristopili k projektu tudi Zgornja Senarska vas, se pravi, da tisti del zaključujemo, zdaj nadaljujemo na tej strani, se pravi pločnik v Trojiški breg, javna razsvetljava, ureditev tega križišča na vrhu pri kapeli in pa po zadnjih podatkih mislim, da nam bo uspelo izpogajati v tem letu, se pravi v letu 2021, tudi izgradnjo krožišča Kmetec, kar pomeni, da bi s temi projekti, ki jih imamo zamišljene za leto 2021, v celoti uredili področje vstopa v Trojiško, v Sveto Trojico. To so taki ključne, to je pač ključna največji del investicije, kot je bilo že prej omenjeno, sama izvedba asfaltiranj v teh naseljih, kjer je pogodba bila podpisana, zato že preden se je začel moj mandat. Uspešno smo uspeli predstavljati to izvedbo asfaltiranja za 2 leti, tako da zdaj zadnji čas, da temu tudi pristopimo, je pa to zdaj asfaltiranje veliko bolj smiselno, kot pa je bilo prej, preden je to naselje bilo pozidano. To je, kar se tiče leta 2021. V letu 2022, pa prav zaradi teh večjih izdatkov, ki jih imamo, zaradi te celovite ureditve južnega dela Svete Trojice, predstavljamo vse te odseke, ki so pa tudi že leta in leta še pred mojim mandatom bila obljubljene. Če bo šlo vse po sreči in če bomo dovolj uspešno menedžirali tudi v prihodnje, kot nam to uspeva v tem trenutku, kjer lahko z zagotovostjo rečem, da se mi zdi, da res dobro znamo izpogajati, poudarek je na izpogajati, ne izsiljevati, ampak izpogajati in se dogovoriti za skupne investicije, tudi z raznimi investitorji ali z državnimi organi. Tako da jaz velik optimist, zdi se mi, da smo se dobro ulovili in da vemo, kako stvari tečejo, predvsem pa nam je mar za naš kraj in zato, da skupaj ustvarjamo dobre zgodbe. V letu 2022 je v znamenju v bistvu projektov tudi za naprej, kar se tiče gasilskega doma Sveta Trojica, ki smo ga omenjali v razlagah proračuna. Naj povem, da gre za projekt, kjer bo prišlo do uresničitve tega, če bomo uspešni oziroma če bo dejansko objavljen ta razpis, kateri mislimo, da bi se naj zgodil. In pa z gasilci smo že začeli približno vejo, kakva je naša želja glede tega, kar občina pričakuje pomoči od gasilcev. Gasilstvo v Sveti Trojici je
tradicionalno in znano. Zato imamo 3 gasilska društva, vsa društva se vsako leto nameni veliko denarja in verjamem, da ne samo gasilski dom, gre za večnamenski objekt, kjer bi prostore našli gasilci, civilna zaščita, Rdeči križ in pa režijski obrat. Tako da to je nekako smernica, v kateri bi se želeli, predvsem pa točno vemo, katero lokacijo se želimo in samo to bi nekako bil celovito in uspešno zaključen projekt, če nam uspejo vsi dejavniki. Kot smo vlagali v tem letu, želim, da se vsi ostali transferji razumejo, da bomo vlagali tudi v tem letu, se pravi šport, turizem, kultura, vse je nekako enakomerno bilo namenjeno enako pozornosti in verjamem, da smo kljub zelo čudnemu letu letos uspešno pripeljali to leto do konca in verjamem, da sta tudi proračuna za leto 2021 in proračun za leto 2022, kot sem že prej omenil, ambiciozna, ampak vseeno možno realna. In vse ostalo pa dajem za vam na razpravo, tako da izvolite, kdo se bo prvi oglasil, sem da izklopim mesto, da vas vidim. Naj prosim dvigne roko tisti, ki bi prvi rad razpravljal. Branko Druževec. Mikrofon, Branko, ne slišimo te. Dobro večer, vsem skupaj, se vprašam za mikrofon. V proračunski postavki prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetnih sredstev je postavka 460.000 evrov, pa me zanima, če je tu vključeno motokros v Oseku. Tako je. V proračunski postavki je vključen tudi motokros Osek. Gre za projekt, ki ga v bistvu vlečemo že tisti, ki ste svetniki bili že v prejšnjem mandatu, vidite, da je ta proračunska postavka v bistvu že skozi leta enaka. Je pa res, da smo od začetka našega mandata intenzivno iskali in iščemo še vedno možnosti ureditve in sanacije tega v tem trenutku mogoče celo degradiranega območja. Verjamem, da poteka v tem trenutku dosti intenzivni in pa zelo, zelo realni pogovori o umestitvi enih novih vsebin. Na kak način se bo k temu pristopilo, bo šlo za javno-zasebno partnerstvo, bo šlo v bistvu za čisto privatni projekt, se še v tem trenutku dogovarjamo, predvsem pa vsi skupaj moramo počakati do konca te COVID krize, da bomo ugotovili, kaj pa kako naprej. V glavnem, verjamem pa, da se v tem trenutku kažejo zelo dobre rešitve, ki bodo zagotovo varne in nemoteče za krajane Oseka, občane Oseka in pa bodo naš kraj Svetotrice in pa posledično Osek tudi dvignili na en nov nivo. Tako da, ja, to je med drugim tudi Osek. Hvala lepa za odgovor. Prosim, še kakšno vprašanje, kar se tiče Branko, ti, da nadaljujemo na naslednjega? Ne, torej gremo naprej, naslednji, ki bi rad razpravljal. Prosim, da dvigne roko, Marko Vungel. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem pa prvo vprašanje, predvsem kulturni dom obnova je bilo omenjeno. Kaj to vse zajema? Pa zdaj ne vem, ali naj počakam na odgovor, ali še povem ostala vprašanja. Lahko poveš vprašanja, bom si jih jaz zapisal, pa bom probal vse skupaj odgovoriti. Dobro, hvala. Naslednje vprašanje je komunalna infrastruktura pri jezeru. Sem zasledil tudi v programu. To me predvsem zanima, kaj vse je to mišljeno mogoče. In pa Mrliška veža, kaj to pomeni, da bo se ta porušila, se postavila nova, se bo ta obnavljala, kaj je to mišljeno. To nekako bi bilo z moje strani. Hvala. Najlepša hvala, Marko. Kar se tiče kulturnega doma, ste verjetno opazili, da smo v tem letu že pristopili k temu več kot potrebnemu projektu, za katerega pač vedno zmanjka denarja.
Tudi jaz, kar se tega tiče, če vedno razlagamo o tem, da se želim celovito reševati stvari, vse pa pač žal ne gre celovito, ampak jih prijavljamo na različne razpise in v sklopu danih zmožnosti tudi pač realiziramo. Vem, da mogoče ta štart bil malo čuden, ker smo začeli z vhodom, zdaj pa gremo v notranjost, ampak žal tak smo bili prijavljeni na razpis, na tem razpisu smo bili uspešni, zato smo uredili ta vhod v kulturni dom. V tem trenutku pa bo prvi fazi poteka sanacija avle v kulturnem domu, v katero smo se z svetniki, ki zastopajo Sveto Trojico, center, dogovorili, da gre tudi moje pobude v to investicijo. Prav tako pa verjamem, da smo, kar se kulturnega doma tiče, bi znali biti uspešni tudi še na kakem razpisu, preko katerega bomo pa dejansko uredili tudi samo dvorano. Jaz mislim, da kulturni dom je obraz kulture in kulturnega dogajanja v naši občini, zato si želimo in iščemo najbolj optimalne rešitve, ki bodo trajne, ne samo, da pač nekaj pošminkamo, ampak da dejansko to tudi dobro saniramo. Kar se kulturnega doma tiče, je več kot jasno, v tem trenutku nam kulturni dom predstavlja enega izmed večjih energetskih problemov, zaradi samoogrevanja je predrago. To je investicija, ki je konkretna, ne vemo, ali bomo dejansko lahko izpeljali tudi to, mogoče preko kakršnekoli energetske sanacije bi to bilo možno, je pa to v tem trenutku bolj moja želja kot pa realnost. Zagotovo bomo pa v samem pristopu v tem trenutku uredili avlo, te hodnike, ki vodijo do tega začasnega oddelka našega vrtca, sanitarije, si pa zelo želim, da tudi samo dvorano. To je to, kar se tiče kulturnega doma. Če nadaljujem na komunalno infrastrukturo pri jezeru, ogromno smo v tem letu že naredili, kar se tega tiče, do Brunarice bila speljana nova elektrika, voda in pa optika. Seveda si želimo komunalno opremljati celotno to tudi sprehajalno pot, predvsem pa, če gremo konkretno na področje, kjer je samo parkirišče, tam predvsem si želimo, da se tam ta zadeva komunalno uredi, ker prav na to parkirišče oziroma na to zeleno, lepo zelenico, kjer jo danes vidite, tukaj so planirane nove vsebine in za prvič bom tudi uradno povedal, da je to tudi prostor našega novega vrtca. Ker pač to ni skrivnost, nekateri ste to že slišali, da pač je to v tej smeri teče vsa ideja. Jaz bi povedal predvsem, tu si bom vzel čas, zato da še to razložim, zakaj je to pomembno. To je naše zemljišče, mislim, da je odlično pozicionirano, noben si ga prej mogoče ni znal predstavljati v tej smeri. Mi imamo za ta vrtec že vizualizacijo, kako bo izgledal, kako se umešča v prostor. Gre za projekt, ki bo v naravi varen, ni nič pri vodi, ker bo čisto lepo urejen. Obenem pa nam bo to skupno parkirišče, ki je tam, omogočalo vso nadaljnjo. Jaz pač vedno pravim, da mi moramo postaviti projekte različne na eno mesto, ne pa da jih razpršimo po celi občini, pa je zato pač en kup nekih dodatnih stroškov, ker moraš enako infrastrukturo zagotavljati od parkirišč, javnega svetljave, vode, elektrike in tako naprej. S tem pa se bo tu poleg tega vrtca, ki bo tu tudi zrastel, jaz verjamem, da najkasneje leta 2023, bi si pa želel, da mogoče delamo kakšen rebalans v naslednjem letu, ker bi se nam kakšna sekira padla, ki bi med prej, kar bi tudi mogoče bilo mogoče. Gre pa za kompleks, ne samo vrtec, ampak kompleks večjih stavb, o katerih še pa bom zaenkrat, ne še to za ostane skrivnost. Projekt je pa zelo resno zastavljen in mislim, da tudi ima zelo velik potencial, predvsem pa bo omogočal
našim občankam in občanom eno dodano vrednost. Tako da to je, kar se tiče komunalne infrastrukture pri jezeru. Kar se pa tiče Vežice. Vežica je verjetno prav tako vsi, ki vidite, da pač v kakem stanju Vežica je prav tako ena izmed večjih problemov naše občine, ko skupaj potegnemo stroške, ki jih imamo z ogrevanjem, elektriko in tako naprej. Vežica je zastarana, predvsem je nepraktična za trenutne potrebe. Glede na to, da je planirana v letu 2022, imamo namen v tem letu, se pravi v letu 2021, za stroko tudi preveriti, kaj bi bilo najbolj optimalno. Najverjetneje bo šlo v preureditev in dogradnjo, ker za samo izgradnjo mislim, da pa bomo imeli premalo denarja. Mislim, da je pomembno tudi, da smo pri takih zgodbah gospodarni, da jih uredimo dobro. Jaz mislim, da sama osnova je dobra in se da dobro samo spremeniti in pa dograditi. Tako da to je želja. Kako bo izgledala ta zgodba, kako bo pa točno se bo pa s tem zgodilo, pa v tem trenutku žal še ne bi kaj to spovedal. Jaz pa vsem pa mislim, da bo Vežica en izmed projektov, ki bomo odpravili tudi na kakšni razpisi. To je to, kar se... Hvala za odgovor. Hvala. Naprej, vprašanje? Ja. Lep pozdrav vsem skupaj. Glede na to, da vemo, da nas v tem obdobju čaka tudi krožišče Grič, pa mislim, da imamo tu kar nekaj, bomo mogli svojih sredstev vlagati zraven od sredstev, ker pa večina itak preko DRSC-ja, ampak tudi naša sredstva, iz katere postavke bomo zagotavljali ta sredstva za ta projekt. Nisem da točno razumel vprašanje, pa gre za krožišče Grič. Tako. Samo krožišče Grič je na državni cesti, kar pomeni, da večino gre za projekt, mislim, da je ocenjen, mislim, da Jože bo verjetno pokimal na 1.200.000, 1.300.000, kar se tiče samega krožišča Grič. Projekt je v osnovi projekt Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije Republike Slovenije za ceste. Tako da večina tega zneska je na strani države. Seveda pa vsi ti projekti potrebujejo sofinanciranje tudi občine, v kakšni meri in na kak način se bo financiralo, še trenutno ni točno določen znesek, dokler ne pride do podpisa pogodbe, je pa mi zagotovljeno, da so v državi že sredstva. V tem trenutku čakamo na samo podjetje Elektromaribor, ki je na potezi, da pridobijo, da je priloženo pridobitev gradbenega dovoljenja za rušenje stare transformatorske postaje in izgraditev nove. Dinamika dela za to leto je v bistvu narekovala, da bi do tega prišlo že v jeseni tega leta, zdaj za to COVID krizo se je vse skupaj malo počasnilo. Verjamem pa, da bo v naslednjem letu to več jasno. V proračunu zagotavljamo sredstva tudi za ta projekt. Hvala. Naprej še kako vprašanje? Branko? Jaz se oproščam, nisem prej postavil, ker nisem našel v teh papirjih. Imamo zopet postavko prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 315.000 evrov. Lahko kaj več o tem povete? Ja. Kar se tiče prodaje stanovanj, kot sem omenil že na zadnji seji, smo v tem letu bili uspešni po 16 letih, ali koliko še več, odkar je, se pravi, v eni fazi je bila naša skupna lastnina še z občino Lenart, so bila pač ena stanovanja, katere problematika do tega leta ni bila rešena. Z občino Lenart smo uspeli
uspešno pridobiti 2 stanovanji v skupni vrednosti, ki je tam tudi napisana, mislim, da nekaj čez 120 000 evrov, smo uspeli pridobiti v last občine Sveta Trojica. V želji prav zato, ker pač želimo izpeljati programe, o katerih se zdaj pogovarjamo, in pa projekte, predvsem investicijske, smo nekako prišli do ideje, da bi šli v prodajo teh stanovanj. Kakorkoli prodaja nam bo zagotavljala na dolgi rok sredstva, s katerimi se lotimo projektov investicijskih, medtem ko sami najemi so vseeno prenizki. Prav tako imamo namen z etažnimi oziroma z najemniki naših stanovanj na Mariborski cesti in pa na Slovenski cesti smo že govorili in jim ponudili možnost odkupa stanovanj, v katerih so zdaj najemniki, kar nekaj je zainteresiranih za odkupe, tako da želimo, da vsi tisti, ki so vlagali v ta občinska stanovanja leta in leta, mogoče to stanovanje dobijo tudi kot svoj dom, se pravi kot nekaj, kar je njihovega in lahko to stanovanje tudi odkupijo. Glede na to, da je bil odziv na ta predlog dober, verjamem, da se bo v tem letu tudi to, oziroma v letu 2021 tudi realiziralo. V redu? Še kako vprašanje? Hvala za odgovor. Naprej? Ni vprašanj? Super. Pol pa gremo naprej. Se pravi, če ni več vprašanj, razprava zaključena, dajem na glasovanje naslednja 2 sklepa. Občinski svet občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah sprejema odlok o proračunu občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah za leto 2021 z vsemi prilogami v prvi obravnavi. Prosim, da z dvigom rok potrdite sklep. Soglasno sprejet, najlepša hvala. Sedaj gremo k drugemu, leto 2022. Občinski svet občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah sprejema odlok o proračunu občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah za leto 2022 z vsemi prilogami v prvi obravnavi. Prosim, da z dvigom rok potrdite sklep. Soglasno sprejeto. Najlepša hvala. Torej bomo lahko delali v letu 2021 in 2022. Najlepša hvala vam, svetniki, za zaupanje. Najlepša hvala tudi celotni občinski upravi, ki se res trudi in živi. In lahko rečem, da so s srcem pristali in delamo in danes smo imeli tremo, ker to je velika odgovornost, ampak se prav za to odgovornostjo lotevamo in mislim, da se to tudi čuti, da delamo stvari s srcem. Prehajamo na 6. točko, to je sklep o ukinitvi javnega dobrega. Besedo bom predal poročevalki Tjaši Erjavec, ki je za ta projekt tudi odgovorna. Izvoli, Tjaša. Zdravo, hvala za besedo. Jaz bom v bistvu čisto kratka. Prosila bi, če lahko mogoče slajd, kjer so slikice gor. Strani države smo namreč dobili poziv, da ukinemo javno dobro, ker gre za parcele, ki so del državne ceste. Trenutno je vpisana zaznamba grajenega javnega dobra v lasti občine Sveta Trojica. Zdaj pa, ker gre za državno cesto, bi te, zdaj ne vem, to so res taki čist mali delčki parcel, tako da se tudi zelo slabo vidi na slikah. V gradivu ste mogoče lahko to malo bolj podrobno videli, z zeleno je obarvano. Dejansko je sestavni del državne ceste in se pač mora izbrisati javno dobro, da se bo potem lahko preneslo v lastništvo Republike Slovenije. To bi bilo zdaj z moje strani v bistvu vse. Mora pa sprejeti ta sklep občinski svet, potem občina po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo, da se potem ta ukinitev statusa javnega dobra izbriše. Torej, če gremo nazaj. Evo. Ima kdo kako vprašanje? Hvala, Tjaša, mimo grede. Ima kdo kako vprašanje?
Ne? Torej, če ne, dajem na glasovanje naslednji sklep. Občinski svet občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah sprejme sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena. Prosim, da z dvigom rok potrdite sklep. Soglasno sprejeto, najlepša hvala. Nadaljujemo na 7. točko dnevnega reda. To je odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju izbirne gospodarske javne službe, upravljanja in urejanja parkirišč v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Gre za skrajšan postopek. Menim, da smo na zadnji seji sprejeli cennik o parkirninah in za parkomat. Tokrat pa urejamo, se pravi, kazni. Tako da, gospe direktor, predam besedo. Ona bo povedala več. Hvala še enkrat za besedo. Torej, kot je že župan omenil, v prejšnjem odloku, ki smo ga pred enim mesecem pripravili v sprejem občinskemu svetu, nismo želeli pravzaprav še z globami opredmetiti vsebino, pa je pravzaprav moramo, ker zakon tako določa, da globe so v pristojnosti občine, da jih določi s kakšno višino. Zato danes obravnavamo ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju izbirne gospodarske javne službe, upravljanja in urejanja plačljivih parkirišč v naši občini, z katerim v 9. členu odloka, ki je bil prejšnji mesec obravnavan, dopolnjujemo, da za globo 60 € kaznujemo prekršek voznikov ali lastnikov oziroma uporabnikov vozil, ki ravnajo v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. V drugem odstavku tega 9. člena v samem osnovnem odloku pa piše, da pač morajo na vidno mesto postaviti parkirni listek ali dovolilnico, če so jo kupili, da morajo plačati parkirnino, da morajo podaljšati parkirnino, če se je iztekel čas, in torej vsi, ki bodo kršili določila drugega odstavka 9. člena odloka, bodo kaznovani z globo 60 €. No, in v 12. členu še dodajamo 12.a člen, kjer pač opredeljujemo, da nadzor izvaja pristojno medobčinsko redarstvo. In v skladu z tem odlokom občinski redar pri opravljanju nadzora izreka globe, tudi opozorila ter izvaja druge ukrepe in pa pooblastila, katerih namen je zagotoviti pač izvrševanje določb našega odloka. To je vse, kar je bilo potrebno dodati, da je odlok popoln in daje možnost nadzora in pa opravljanja nalog naši redarski službi iz skupne občinske uprave. Hvala vam. Najlepša hvala, direktorica. Ima kdo kako vprašanje? Ne? Da izklopim to, da vas vidim pri glasovanju. Torej, dajem na glasovanje naslednji sklep. Občinski svet občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju izbirne gospodarske javne službe, upravljanja in urejanja parkirišč v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah po skrajšanem postopku. Prosim, da z dvigom rok potrdite sklep. Soglasno sprejeto. Najlepša hvala. Torej smo že pri informacijah župana, tu pa bom spet dodal slajde, se pravi pri informacijah župana. V zadnjem mesecu, odkar smo se videli do danes, sem izjemno vesel, da je uspela ta hitra in učinkovita, predvsem mislim, da dobra prepolastitev in odvodnjavanje državne ceste v Oseku v dolžini 700 metrov. Koliko sem seznanjen, mogoče več o tem povedal sam Branko, so krajani Oseka zadovoljni z izvedbo. Mislim, to je ena taka češnja na torti v tem letu za konec bila in vesel sem, da je do tega prišlo. Prav tako, v tem letu smo pripravili dovolilnice za letno in mesečno parkiranje. Prodali smo 22 letnih in pa eno mesečno dovolilnico, kar je v bistvu več, kot smo
v samem štartu pričakovali. Prav tako nekih večjih problemov z temi, ki parkirajo tu, nismo imeli. Večina občank in občanov tudi pozdravlja urejanje tega parkirišča na ta način. Prav tako smo se pripravljamo na obisk Božička 19.12.2020, bo po naseljih brezstično obdaroval otroke naše občine. Gre za sprevod, taki pravlični sprevod božični, kjer bomo v bistvu v naslednjem tednu javno seznanili s točno traso in v bistvu občane pozvali tisti, ki so mogoče bolj oddaljeni, da pridejo malenkost bližje tiste ceste, kjer bo Božiček tudi v bistvu šel čez naša naselja. Mislim, da gre za eno zelo lepo zgodbo. Že na tem mestu bi se zahvalil vsem donatorjem. Gre za nenormalno odziv, ogromno finančnih sredstev smo prejeli in pa ogromno materijala. Tudi velika slovenska podjetja so pristopila k sodelovanju in mislim, da bomo imeli tista darila občinska, dobijo vsi tisti otroci, ki so poslali, oziroma še bojo poslali soglasje, bomo pa imeli za vsakega nekaj, tako da mislim, da bo letošnji Božič prav poseben, ta občinski Božiček. Če nadaljujem, zaključevanje sanacije mostu čez Pesnico, kjer je občina za rekonstrukcijo vodovodnih cevi sofinancirala 30.000 evrov, izvajalec načrtuje postavitev prometa čez novi most, se pravi še letos 10.12., to je približno čez 3 dni, bi naj promet stekel čez ta novi most. Vem, da je trebalo dolgo, ampak mislim, da je pa zdaj urejeno tako, kot treba. Prav tako bi omenil, da smo na prejšnji mesec na zadnji seji bila pobuda za ogledalo v križišču Grič. Najverjetneje ste opazili, da je ogledalo zamenjano, da se zjutraj ne rosi in da služi svojemu namenu. Tako da to je, kar se informacij župana tiče za to obdobje enega meseca. Prej smo bili v proračunu, ki ste ga danes tudi v prvem branju potrdili, tako da na tem smo največ delali. In smo že pri naslednji točki, to so pa zdaj vprašanja občinskih svetnikov. Zdaj se pa se moramo spet preklopiti, da vas vidim, če ima kdo kako vprašanje. Evo, da vas pa vidim. Vprašanja, Branko, vidim, da je prvi. Če smo bili ravno pri Oseku, kot ste me izvali, gospod župan, da povem oziroma se zahvalim v imenu krajana Oseka za vaš trud, ki je prav gotovo dosti pripomogel k modernizaciji oziroma sami rekonstrukciji tega odseka ceste. Hvala lepa še enkrat v imenu vseh krajanov Oseka. Res je bilo to potrebno, dolgo smo čakali, kajti ta odsek je bil res eden najslabših verjetno v naši občini na državnih cestah. Tako da je to kar velika pridobitev za nas. Obenem pa me zanima, sami krajani so me spraševali, kak je na avtobusnih postajah, to pa niti sam nisem vedel odgovoriti, ne vem, če bo to Jože vedel. Recimo konkretno na avtobusni postaji pri Taclu, sicer se to že renoviralo lani oziroma predlani in tam je samo to postajališče niže od ceste in je tam jama in v vsakem dežju stoji voda. V kateri pristojnosti je to? V pristojnosti občine ali koga, če se to lahko kako uredi, ali se kakim leti asfalt oziroma gramos ali bilo kaj, da se tam nasipa, da ne bi bila jame. Pa če sem ravno pri besedi, o lučeh smo se pogovarjali, teh cestnih, že na prejšnji seji. Zdaj sam sem opazil, da je pri Stranšaku na križišču, da je luč odstranjena iz stebra, se pravi, upam, da je nekje na popravilo. In pa tudi v Vrjana vem, da je bila odstranjena tista, ki je planirana v Oseku, pa tudi upam, da je šla na popravilo, ker tudi tam ni več gorela. Pa še samo eno stvar, na kratko. Moja pobuda za Osek je končno stekla, tako da smo v tem oziroma prejšnjem mesecu z ogromno prostovoljnega dela gasilcev iz Oseka zašolali, po domače se reče,
to za ploščo in zvezali železje in vse, tako da praktično vso delo, ki je bilo potrebno, je bilo opravljeno prostovoljno. Iz teh sredstev, ki so nam bile namenjene, smo pač nabavili samo betonske mreže, betonsko železo in pa sam beton in gramoz. Vse ostalo pa smo naredili z prostovoljnim delom, tako da je ta projekt, ki se ga želimo, nekako tega športno-rekreacijskega objekta, končno začel potekati in v naslednjih letih upam, da bomo tudi dokončali. Tako da hvala lepa tudi še enkrat z moje strani in pa z vseh iz Oseka, da nam tu občina nekako gre nasproti in upamo, da bo enkrat ta objekt, ki si ga želimo, ki vsekako pomeni neko glede na to, kak je oseški mladinski odbor aktiven na vseh tekmovanjih in pa vseh, in da bomo lahko tu naši mladini nudili vse neko osnovno infrastrukturo. Hvala lepa še enkrat. Najlepša hvala, Branko. Zdaj nekako vrste avtobusne postaje so v domeni občine, tako da se bomo tvoj predlog upoštevali in najli najboljšo možno rešitev v danih možnostih in bomo to nekako uredili. Kar se tiče luči, prav si gotovil, luči so na popravilo in bodo prav tako postavljene nazaj. Vidiš, da delamo na tem, tako da nismo pozabili. Kar se pa tiče moje pobude v Oseku, bi pa prav tako se vam rad zahvalil tebi kot pobudniku in tistemu, ki mislim, da je to bil glavni koordinator zadaj do te v zadnjem hipu tega leta tudi prišlo do realizacije. To je nekako namen, jaz želim, da mojo pobudo vzamete za svojo in z njo nekaj dobrega naredite. Tako da v tem trenutku so vsa naselja maksimalno nekako to zadevo tudi izkoristila. V Gočovi iz projekta moje pobude mislim, da bomo se tudi dogovorili za sestavljeno, se pravi dvoletno mojo pobudo, kjer bo se namenilo za prostor tam v gasilskem domu. In verjamem, da bomo nekako dokazali, da je projekt moja pobuda bistveno več kot pa samo teh 4300 evrov na leto, ki je namenjeno v to, ampak nas konec koncev spodbudi k temu, da skupaj iščemo in skupaj ustvarjamo, predvsem pa skupaj nekaj dobrega naredimo za skupnost. Teda hvala, Branko, da ste to spravili, hvala tudi vsem v Oseku in pa nadaljujemo naprej z vprašanji in pa vprašanji svetnika. Ja, Marjan. Hvala za izvedbo metodnega gledala, tako da naši krajani in krajani, ki prihajajo iz smeri Porčiča, sedaj malo varneje stopajo na cesto. Dosti je tudi vredno, da se to naredilo tako hitro, kot je sedaj, ko je se začeli te vremenski pogoji čisto druge, zdaj pride ta izvedba še toliko bolj do izraza. Potem pa me zanima še ena stvar, kljub temu, da je zdaj ta situacija okrog COVID-a pač ko je, me vseeno zanima glede teh prihajajočih praznikov, ali se bomo to kaj organizirali ali ne, pa če se bomo, v kakšne oblike. Hvala. Konkretno glede česa, organizirali v smislu česa? Prehoda v novo leto. Ne moramo danes žal še nič reči, ker smo vse odvisni od državne direktive. V tem trenutku ne vejo gostinci tudi ne, ali se bo lahko kakorkoli lotili. Mi smo si želeli, konec koncev pripravljeno za zimsko pravljico, zadnji vikend imamo vse, da bi jo teoretično lahko tudi izpeljali, ampak žal to ni na nas. Sledno bomo upoštevali dane predpise in pa priporočila, tako da žal v tem trenutku še to vse skupaj zelo nejasno. Vidim, da je danes bilo javljeno v Avstriji, da bodo smučišča od 24. naprej odprta pod posebnimi pogoji. Pri nas v tem trenutku pa še se to žal nič ne ve in žal v tem trenutku, kaj se bo dogajalo z novim letom, ne vem.
Mislim pa, da je tudi neravno pričakovati, da bo pa to zdaj neko veliko silvestrovanje, ker bo to zagotovo ostale omejitve na manjše število ljudi. Nadaljujemo z naslednjim vprašanjem. Smiljan. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Gleda, da je malo tehnika zatajila, jaz sem se želel prej vključiti tudi pri proračunu, ampak ker upam, da mi župan dovoli, kajti nimam nič nekih velikih pomislekov, ampak sem vesel, da je ta proračun tako dobro zastavljen, razvojno, in mislim, da bomo spet Trojičani lahko ponosni in srečni, da več ne, in se zavedamo, da več ne sapljamo, ampak se kar hitro premikamo, tako da in pospešamo, se razvijamo, ne. Res je, da so naše želje kot občanov, tako tudi nas, svetnikov, večje, ampak če smo realni, moramo biti s tem tudi kar zadovoljni, ne. Zato hvala lepa tudi celi občinski upravi, ki pač se malo seznanjam, koliko je bilo to dela in garanja vstavljenega, res za pohvaliti našo upravo za kvalitetno opravljeno delo, ne. Pa tudi pohvala velja za današnji dan, ko so v tako kratkem času uspeli zagotoviti današnjo sejo, tako da smo lahko mi danes ta rok ujeli in bomo vse zakonske stvari lahko speljali pod streho. Tako da to je bilo moja beseda, potem tudi bi rad se zahvalil in čestital županu ob njegovem napredovanju v njegovi stranki, sicer to malo mimo, ampak vseeno, to je to, ko se župan tako pojavlja, je to tudi reklama za naš kraj, za našo Sveto Trojico, kajti vsi naši državljani Slovenije vejo, odkot naš župan prihaja, in tudi to je lepo videti, da prevzema spet neko novo funkcijo. Tako, toliko iz Mariborske ceste 8. Najlepša hvala podžupanu za čestitko, nisem za tega pričakoval. Hvala tudi za vse lepe besede, predvsem, ko je bila spet govora o občinski upravi, jaz bi še enkrat rad povedal, da so res zelo prilagodljivi, vedno hitrejši smo, ne, vedno bolj tudi razumemo, kako bi naj stvari tekle, in je fajn delati z njimi. Predvsem bi pa se rad zahvalil tudi vsem vam, svetnikom, da ste predvsem to današnjo sejo, ki je tako pomembna, da nam zaupate, ker ste pokazali, da nam zaupate, da smo verjetno za tem delom do zdaj dokazali, da se trudimo, da delamo in da razmišljamo z glavo in se trudimo za vse, da smo čim bolj operativni in da ste za svojo konstruktivnostjo v bistvu sprejeli ta proračun, in se mi zdi to odlično. Tako da dajem besedo naprej, še kdo bi, če ima kdo kako vprašanje, pobudo. Ne vidim vseh, če kdo je dvignil roko, naj si kar vklopi mikrofon. Marko? Ja, jaz bi se pridružil besedam gospoda podžupana in tudi z moje strani vsa pohvala. Imam pa seveda standardno vprašanje, sicer Korčič vas, optika, kdaj bo to, jaz upam, da bo čim prej zdaj, verjetno sneg malo bo vse skupaj zamaknil, ali kak, ne, imate mogoče kakšne informacije na občini, ne vem, to, hvala. Kar se tiče optike, mislim, da imamo dva velika izziva. To je optika v Korčiču, vas, kjer še to manjka, in pa optika v Oseku. Jaz mislim, da smo vsi skupaj dokazali v tem letu, da smo ogromno tega, kar mogoče niti nismo pričakovali,
uredili. Lansko leto, ko smo sprejemali proračun, pa smo se pogovarjali o optiki, pa smo razlagali o tem, kaj bi naj naredili. Meni samemu se mi je zdelo, da je to mogoče skoraj nemogoče, da bi to dejansko realizirali. Glede na to, da smo optiko zdaj praktično pripeljali do Oseka, vsaj v bližino Oseka v tem letu, v Porčiču pa je planirano sodelovanje tudi z Elektrom, verjamem, da bo to urejeno v tem letu. Jaz razumem v letu 2021, ne v tem letu, da nam je malo ceta ostalo. Jaz verjamem, da bomo tudi te projekte, tako pač vam jih obljubljamo, izpeljali. Jaz sem z Telekomom imam vsaki 14 dni minimalno sestanek, kjer moramo izpogledati dodatne investicije strani Telekoma v vrednosti 400,000 evrov, kar bi omogočilo, da z optiko opremimo izredno razpršen Osek in pa Porčič, en del verjam nam je še ostal tu mimo Herica, pa Kroje in tu. Tako da, jaz mislim, da več kot to, da verjamem tem dogovorom, katere imamo s Telekomom na najvišji ravni, več žal ne morem povedati, mislim, težko karkoli obljubim, ker ni na meni, ampak izjemno se trudimo za to in tudi Jože zahvala za vse koordinacijo, konkretno koordinacijo, upravljanje tega, kje bo teklo pridobivanje služnosti, koordinacija z ostalimi partnerji, se pravi z Elektrom in tako naprej. V glavnem celotna občinska uprava, Jože, ki je večer na terenu in ga tudi največ vidite, posledično pa tudi najbolj na udaru, ker se morajo ukvarjati s kar precej težavami, upravlja to delo odlično in sem vesel, da smo, mislim, da vsi ponosni, da imamo neke rezultate, katere so ponosni pri naše občanke in občani. Tako da, Marko, nisem zdaj hotel preveč politično odgovoriti, pa se mi zdi, da ko se poslušam nazaj, da mogoče sem, verjamem, da bomo to zadevo uredili v letu 2021. Prosim, zaupajte nam, da res se maksimalno trudimo in da bi pa se lahko rekel, da je to bo, ali to januara, februara, pa naslednje leto novembra, težko rečem. Bo pa. Hvala. Naprej še kdo razpravlja, oziroma vprašanje, pobude? Če ne? Aha, Bojan? Tudi z moje strani lepo zdrav, ne? Jaz bi se na začetku zahvalil celotni občinski upravi za ureditev naselja Zgornja Sunarska vas. Bi pa se tudi zahvalil vsem, kjer je to pobudo, da so te jaške po celotni trojici dol zavarili, ker več ni tega ropotanja. To je bilo z moje strani. Hvala, Bojan. S temi jaški je tudi dosti dela bilo raznega, tako da počasi en za drugim se bodo pač nekako sanirali, se pa nažal naenkrat ne gre. Gre pa da tudi take stvari, ki smo jih debatirali ali pred volitvami, ali pa med volitvami, ali pa po volitvah, ali pa zdaj pač skozi nekako na vseh področjih probamo urejati stvari in nismo pozabili na nikogar. Žal pa vse ne gre naenkrat, sredstva so omejena. Jaz bi rad predvsem poudaril to, kar bomo verjetno govorili pri zaključnem računu. Mi smo v tem letu počrpali, ali pa ne samo počrpali, v bistvu uredili z zunanjimi partnerji, investitorji, raznimi firmami, ki so vlagali 1,900,000 evrov je prišlo denarja v investicijah na občino, oziroma ne na občino, ampak v investicijah se je odražalo 900,000 evrov, če štejemo 700,000 evrov vrednost Telekoma, razgajanje optike. Pridobljeni razpisi. In jaz mislim, da to, če veste, da imamo 2,700,000, mislim, da je bilo letos proračuna,
če 2,700,000 proračuna, pa 900 tisoč evrov, še nekaj več, ker to ni vštet osek, smo pa uspeli izpogajati. Mislim, da je to dobra smer, pa da vidite, da nam je marno, da iščemo sredstva tudi vse posod okoli. Tako da, to je taki del, ki ga ponovadi rečejo vse občine, nima nič s tem se poslovni plačali, samo še enkrat bom podaril to, kar skozi podarjam. Noben ne pride k županu, pa tu na tajništvo, ampak kamorkoli na občino pa reče, kaj mi je pa pri vas nekaj naredili, če lahko pri vas denar zapajamo slučajno. Tega ni. Kdor pačkoli tako to misli, bi rad ga seznanil z bruto realnostjo, da tega ni. Zatem je en kup pogajanja vseh, ki smo na občini, mene, direktorice, Jože, vseh ostalih, v glavnem prav ta želja in akcija, da nekaj lahko in da probaš se dogovoriti in spraviti v najboljši možni smeri, pa gospodarno na žene, to, da dokazujemo, da je vse možno in še enkrat hvala vsem. Tudi mi smo ponosni na Zgornjo Senarsko vas, da je lepa in urejena, čakamo še ena javno razsvetljavo, ko bo časi ta zadeva zaključena, plus tega, da pač tam, kot je bilo že omenjeno, poteka tudi kolesarka, ki bo pa v sklopu same izvedbe kolesarskih povezav tudi tam urejena. Še imamo koga, ki bi postavil vprašanje, pa bodo. Če ne, se pravi, da sem združil 9. in 10. točko, spravi vprašanje in pobude. Če bi kdo dobro pobudo, ne? Če ne, zaključujemo 16. redno sejo občinskega sveta. Najlepša hvala, spoštovani kolegi, kolegice, občinski svet, v glavnem super. Pripravljeni smo na to, da sprejmemo proračun v drugem branju še 29. decembra. Vem, da je malo čuden termin, ampak glede na to, da imamo to COVID situacijo in smo tako skozi doma, večina, prosim, da se tudi zanesljivo udeležite in se vidimo takrat, predvsem pa ste nam dali za motivacijo, da lahko spet pozitivno in aktivno delamo naprej. Hvala in lep večer.